Dobrodošli vsi na dogodku MGL v MKL-ju. Mislim, da se zdaj prav z oktobrom spet začenja nova sezona teh dogodkov, ki bodo vsak mesec in v katerih vam pač predstavljamo predstave, igralce, dogodke v Mestnem gledališču Ljubljanskem. No, in zelo sem vesela, da je z nami danes Lotos Vincent Šparovec, predvsem gledališki, sicer pa tudi filmski in televizijski igralec, član igralskega ansambla Mestnega gledališča Ljubljanskega. Dobrodošli. Najlepša hvala za vabilo. A se slišimo tu od zadaj? Ne bi imel šolen glas pa prepono še kar čvrsto, tako da bi mogli iti. Gospod Šparovec je z nami, pravzaprav, če tako malo poenostavimo zadevo, zaradi enega dogodka, ki se je zgodil pred skoraj 30 leti in ki ga je letos spravil tudi na gledališki oder. Aprila je premiero na mali sceni MGL-ja doživel omenjeni gledališki dokumentarec Človek v morju. Samemu dogajanju se seveda podrobno posvetimo v nadaljevanju, ampak prva stvar, ki pravzaprav mene zanima, gospod Šparovec, zakaj ste se zakaj ste se po 30 letih pravzaprav odločili, da o tem ne le spet govorite, ampak pravzaprav to spravite tudi na gledališki oder? Ja, zato ne smemo pozabiti, da je bila potreba po izražanju, ne smemo pozabiti, da je bila korona in v gledališču nismo vedeli, ali bomo lahko sploh še igrali, ali bo sploh možna bližina na odru, ali bo sploh še možna bližina z vami. In ena od idej je bila, oziroma prva reakcija na korono, da verjetno moramo preiti na neke formate bolj monodram. In takrat, glede na to, da sem sebe smatram kot potnika v življenju in da sem potoval po različnih poteh in poklicih, bil sem pomorec, vojak, igralec in sem hotel nekaj povedati, ker človek ima kaj za povedati, naj pove tisti, pa ki nima, pa naj ne pove, oziroma naj raje kaj prebere. In je res, da sem potem začel brati avtorje, ki so meni ljubi, Hemingway, Starec in morje, še nekaj referenčne, ampak vse je bilo blizu morja. In potem sem se v enem momentu vprašal, zakaj berem tuje zgodbe, če imam lastno močno, ki me je v končni fazi zaznamovala in determinirala za celo življenje. Je pa bogokletno, če se človek hvali z nesrečo. In z nesrečo, to ni moj dosežek, ampak sem preživel nesrečo, ki se v pomorstvu reče čudež. 9. julija 1993 vkrcan sem bil na ladjo splošne plovbe kot mornar. Med študijem v počitnicah, počitniško delo bi lahko temu rekel, za 3 mesece in med delom na tovorni ladji, ob boku ladje, ne smemo pozabiti, da takrat ni bilo še GPS-ov, se mi je strgala vrv in padel sem v Atlantik in ladja je šla naprej. A smem prekiniti, pa bova o tem malo bolj podrobno nadaljevala. Mogoče jaz sem prepričana oziroma predvidevam, da vsi tisti, ki ste danes prišli, ste prebrali opis, tako da približno veste, za kakšno nesrečo je šlo. Midva jo bova seveda bolj podrobno razdelila, pa da ne boste zdaj že vnaprej pač tako jo razložili. Mogoče pravzaprav zato kot igralec, študent AGRFT-ja ste bili takrat, stari 20-21 let. Prvo leto, ko ste šli na morje, 2 leti zapored ste šli na morje kot pomorec na tovorno ladjo. Zakaj se pravzaprav študent AGRFT-ja sploh odloči, da bo 3 mesece poleti, ko bi lahko recimo, ne vem, najprej naredil izpite, potem pa žuriral še s poletje, šel na tovorno ladjo delati? To ni preprosto delo, ne? To ni preprosto delo in tudi ni preprosta in konformistična odločitev. Predvsem to, kar sem v prvem vprašanju povedal, sem bil potnik in zmeraj sem rad potoval že od 15 leta naprej. Pustimo to, da je o tem, da je potovanje oziroma da hoče skozi nekam iti beg v končni fazi. O tem zdaj ne bi še odpiral te skrinjice, ampak
Dejstvo je bilo, da ko si enkrat upisan na akademijo in to kolegica tam je v tretji vrsti, moja Bog pozdravljena, dobro ve, da je to študij od 8 zjutraj do 8 zvečer, v letniku je približno 10 slušateljev oziroma študentov, ne moreš se zgubiti v množici, tako kot na kakšni ekonomiji ali pa pravu. In je ta, bomo rekli, skupinska dinamika zelo močna, ne moreš si privoščiti izostankov. No, kakorkoli, kar hočem povedati, med letom jaz nisem imel možnosti zaslužiti poleg študija denar za to, da bi lahko šel potovati. In celo leto sem se ukvarjal z mislijo, kako potovati brez denarja. Se pravi, kjer potovanje je sploh možno, da potuješ in hkrati s tem, ko potuješ, tudi služiš denar. Se pravi, si na poti in obenem, ko si na poti služiš in pol, ko nekam priješ, ta denar porabiš. In odgovor je bil dosti hiter na dlani, mornar. Se pravi, potuješ, delaš, vmes, ko potuješ, ladja se vozi noč in dan, ladja se ne ustavi. Vedeli sva seba, tam sva se prvič to skupaj odločila, vedela sva, da ima splošna plovba, mi smo bili takrat ladjarji, Slovenija je imela svojega ladjarja, splošna plovba, imeli smo oddajo, kje so naše ladje in midva sva to oddajo skrbno spremljala in gledala, kje so te naše ladje. In pol sva ugotovila, da so nekatere ladje kar dosti skozi tam okoli Afrike in dejansko splošna plovba je takrat bila kar močna pri prevažanju hlodovine iz Afrike. In sva pogumno napisala oziroma napisal sem prošnjo kadrovskemu direktorju splošne plovbe, ki je bil takrat Alojz Jurjec, da, dosti smešno, napisala sva, da naju zelo zanimajo afriški plesi in rituali. In da, če bi nama glede na to, da študirava igro, da nekako smatrava, da afriški plesi in rituali so nekako zibelka izraza in posledično tudi gledališče in midva bova res zelo prikrajšana, če nam ne bo uspel raziskati teh afriških plesov in ritualov. In čez en teden ali pa nekaj časa je poklical nazaj kadrovski direktor splošne plovbe in jo poklical v pisarno in ne vem, jaz si zdaj, se pravim, pri 50 letih lahko predstavljam, kaj si je mislil, ampak verjetno je bilo zelo smešno, da 21-letna junca razlagata kadrovskemu direktorju splošne plovbe, kako jih zanimajo afriški plesi in rituali in da bi se rada vkrcala. Ampak kakorkoli, ona jo je vkrcal. In delati izpite, ja, mislim, da sem prvič naredil vse izpite v prvem roku junija, zato da sva se lahko vkrcala na ladjo. Torej, to je bilo delo potem od junija pa do oktobra. Ja. Ves čas na ladji. Vmes pa raziskovanje afriških plesov. To sem hotela vprašati, ne, mimogrede, to je bil vaš soigralski kolega, ne, Sebastijan Cavazza, če se ne motim. Ja, prvič sva šla skupaj s Sebatom Cavazza. Ja. Koliko recimo teh ritualov je sama recimo po izobrazbi sem etnologinja, pa me zanima, koliko sta recimo teh afriških ritualov raziskala? To so bile zelo zanimive ekspedicije v notranjost in veliko je ostalo, vsi ti afriški rituali, ki smo jih videla, so ostali nenapisani, ne, ampak še celo fotoaparat se nam je pokvaril. Dejansko sva, mislim seveda od afriških ritualov nisva videla kaj dosti, sva pa noro veliko vasin. Dejansko sva imela ta privilegij s tem blagoslovom kadrovskega direktorja, da ponavadi se pomorci lahko zadržujejo samo v luki, kjer je ladja, se pravi, temu se reče šorpas. Ti kot pomorc, mornar, dobiš šorpas, ki ti omogoča gibanje znotraj pristanišča. Midva sva dobila zaradi raziskovalne naloge, dodatno dovoljenje, da sva lahko širšo regijo raziskvala in res sva si ponavadi dobila vodiča, ker vse države kolonialne Zahodne Afrike so zelo, bomo rekli, diktatorske. Na vsakih, na glavnih cestah imaš te checkpointe, te zelo ustavljene, če nimaš zraven domačina, se ti zelo slabo piše. Ja, in noro, mislim, par stvari je bilo res hudih. Enkrat se spomnim, sva prišla v vasico Ganvije,
kjer je bila, sicer nimamo, se pravi, svetnike, cerkev je posvečena svetemu Jakobu, pa to. Ta vas je imela pa, je bil Piton, svetnik to. In če si hotel v to vas prideti, je bila na začetku vasi taka hiška in so rekli, spustimo vaju naprej v vas, če naredita iniciacijo. Ne? Kaj je iniciacija v tej hiški? Noter zelo majhniku, ker ena stražarnica, je bilo enih 2 kubika pitonov. Se pravi, 2 take gmote pitonov, ki se to, in so naj noter dali v to hiško in te pitoni njihovi, ki jih častijo, so naj jo mogli v bistvu sprejeti med sebe. In vem, da lagal bom, no, da je bilo zelo super in koliko je fajn. Ja, in te pitoni so takrat, vem, da so lezali po nama in ko se je on odločil, ta starešina, da so naj jo sprejeli, so lahko šla naprej. Vasica je pa sredi jezera. Mislim, tako en kup dogodkov, zanimivih stvari, poleg tega sem bil pa zmeraj jaz ta nekak, ki je drezal oziroma imel željo po bolj, ko je bilo, bomo rekli, malo nevaren, ali pa to bolj me je nek adrenalin gnal, situacija seba je bil pa ponavadi ta, ki je včasih jaz mislil, da jaz njega čuvam, ne, z to svojo pojavo, pa ne vem, pa željo, pa voljo, pa močjo, ampak pol zdaj, če za nazaj gledam, pa je v bistvu bil kar on tist, ki je mene pazil na teh avanturah. Samo toliko, ne, za vse, ki ste zdaj razmišljali, a bi šli pogledati predstavo ali ne, ker pejte, ker kačni noter, tega dela ni. Ja. Mislim, za vse tiste, ker recimo tako kot jaz ne marate kač, pitonov ne bo, ne, Ja. človek v morju ni. Ja, to bi rad mogoče še razčistil. Res se sprašujem na začetku tudi samega dogodka, to je predstava ali ni, ne. Tukaj se mogoče vračam k začetkom gledališča, ko so ljudje sedeli ob ognju, moški so hodili na lov, ženske so nabirale, kaj tam predvidevam, glede na to, da so bili tudi otroci v bližnji, v neki bližini. In ko so se možje vračali, so pol ob ognju povedali, ne, kaj se jim je zgodilo, ne, in so si tako nekako krajšali čas oziroma tudi izmenjevali neke izkušnje. Tako da to, kar jaz počnem v gledališču matičnem, na mali sceni, v bistvu delim stvar, ki se mi je zgodila. Je dogodek, je nek pretok, ker si to želim, ker vsakič znova ne samo, da ljudem to povem, tudi sam pri sebi razčiščujem stališča in se sprašujem, a mora človek res toliko biti v brezizhodnem položaju, da se zave, kaj je mogoče v življenju vredno in kaj je pomembno. In je v bistvu to edina priprava, ki jo imam na te dogodke, ki so, hvala Bogu, naleteli na plodna tla. Je točno to vprašanje, a si želim, a je vredno, no, in do zdaj je odgovor ja, je, ker vidim odziv in tudi pri sebi vidim, kako se počutim, ne, po predstavi. A je mogoče to neka katarza to, na nek način? Vsaka stvar je katarza. Če se pojaviš pred ljudmi, tudi po današnjem dogodku bo katarza. In ja, je, seveda, samo to katarzo si je treba zaslužiti, zaslužiti si jo pa lahko, jaz mislim, samo s iskrenostjo. Pravzaprav ste igralci, ves čas neke vrste popotniki, ves čas se selite iz ene vloge v drugo, recimo vi trenutno igrate v 5 predstavah v MGL-ju, to je pravzaprav vsak večer nekaj drugega, nekdo drug. Tu zdaj v Človeku v morju pravzaprav igrate sebe, oziroma gre za neke vrste izpoved, ne? Ja, vse to sem, mislim, da že delno prej odgovoril. Ja, igralski poklic je potovanje, sam včasih je v zgodbah, saj vi vsi, ki ste tukaj, verjetno večkrat prijete v knjižnico z namenom, da berete, ne, in včasih so stvari, ki so prebrane ali pa videne in ki je napisal jih nekdo, ki ima mogoče malo boljši uvid
v življenje, kakor ga imam jaz in ki ima mogoče rakurze malo bolj zanimive, malo bolj rašomonske, kakor je naš enoznačen, je to nek svet, ki odpira vprašanja, ne daje pa odgovorov. In meni tudi igralski poklic in umetnost vsa ne bi hotel, da mi da odgovor, ker odgovor je kec naj kupiti in greš kaj kupiti. Ampak to je tako nezanimivo. Zanimiva so vprašanja, zanimive so stvari, ki ne dajejo odgovorov, ampak odpirajo vedno nova vprašanja, na katera prej sploh nisi pomislil. In mislim, da vsaka dobra literatura in vsaka dobra predstava to sproši v človeku. In takrat, kadar to sproši, lahko rečemo, da je to dobra literatura in dobra predstava. Že prej ste sami omenili, da pravzaprav je bila ta odločitev za delo pomorca, za delo na tovorni ladji, za recimo 3 mesece čez poletje, neke vrste združevanje te vaše recimo ljubezni do potovanja, do morja, obenem možnost za zaslužek, pa tudi neke vrste beg, mornarski poklic je, ga nekako vsi vidimo kot neke vrste svoboda, gre, ga ni, tam je sam na odprtem morju, na širnem morju. Je bil neke vrste to tudi pobeg, ne? Ja, so vzporednice. Kar močne vzporednice so, če hočeš biti pomorc, moraš biti norc. In če hočeš biti igralec, moraš biti norc. Ker si v medprostoru, nisi ne, zdaj bom šel najprej na pomorce, nisi ne živ, ne mrtev, nikoli nisi uživo. Posod, kamor prideš, si tujec. Ko si na ladji, govoriš ali pa misliš, da blazno pogrešaš domače. Ko prideš domov, po enem tednu začneš pogrešati ladjo, ker opaziš, da si tukaj popolni tujec in tudi domači komaj čakajo, da greš, ker si jim čist zmešal ritem, ker nisi v ritualu dnevnem, nisi v šabloni, nisi v celinskem, bomo rekli, življenju doma, ker ti je to tuje. In na ladji si imel ljudi, ki se niso sploh izkrcavali, ker so prišli do tega, da nikogar ne pogrešajo, oziroma da nikogar nihče njih ne pogreša. Pri igralcu mislim, da je stvar dosti podobna. Imaš igralce, ki ne grejo ven iz vlog. Imaš igralce, ki so v vlogi pogrešajo to, ki so doma pogrešajo vlogo, ker je vloga veliko bolj zanimiva kot realno življenje. Konec koncev so dramatiki pisali zelo zanimive stvari, ne? Ker drugače jih ne bi pisali, če ne bi bile stvari bolj zanimive, kot je življenje samo. In tukaj smo na zelo spolzkem terenu, obenem pa je zelo težko igralstvo še se iti ali pa biti igralec, pa da temo, s katero se ukvarjaš, ne spustiš čez sebe, ker potem si izvajalec, ne, ali kako se temu reče, interpret, ali recitator, ali voditelj, imaš igralce tudi, ki vodijo dogodke, stand-up, mene nič od tega ni nikoli zanimalo, zmeraj me je zanimala zgodba in vsako zgodbo sem hotel pa še zmeraj spustiti čez sebe in zato tudi ta potreba po ozemljitvi, ki jo pol misliš, da jo najdeš ali v pomorstvu, ali tamle na njivi, ali na ribičiji, ampak v nekih stvarnih stvareh, ki pol tebi kot igralcu rečejo, a si verjameš, a je to, se pravi, med s pomorci, z vojaki, ne vem, s komerkoli vtis, v bistvu imaš pol smeri, a ti sam sebi to, ko govoriš, ali pa ko igraš vlogo, a ti sam sebi verjameš. Ne vem, ker če ne verjameš sam sebi, ne, pol je tudi težko, da ti
oni tamle verjamejo, kad ti gleda. Tako da ja, v bistvu je tudi potovanje, ne. Sam je pa res stvar kriterijev. Eni so zelo zadovoljni, zelo hiter. Jaz imam to nesrečo, da nisem nikoli zadovoljen, da zmeraj dvomam. In tudi, ko je že zelo blizu konca stvar, še zmeraj nisem zadovoljen in tudi zelo nerad pohvale sprejemam. Veliko rajš imam kritiko, kaj bi se še dal, kaj bi še kot... Ampak to kot neka želja, še bi potoval, še bi kaj zvedel, kaj bi še lahko človek ali pa vloga ali pa kdorkoli naredil. Pa sem zabluzil. Omenili ste zgodbo, ne, da je to pravzaprav tisto, kar želite povedati. To zgodbo pravzaprav nadgradite na začetku z enim takim precej zanimivim, podrobnim, ampak nerazvlečenim vpogledom v to delo na ladji. Meni je zanimivo, recimo, če bi jaz to poslušala, pa ne bi vedela, recimo, da ste Ljubljančan, ne, bi rekla, da ste Primorc. Uporabljate pomorski žargon, ki je seveda vezan na italijanščino predvsem, ne. Tako da, recimo, v začetku predstave zelo lepo predstavite to težaško delo na ladji, razložite pravzaprav, kaj so vloge posameznikov na ladji. To je verjetno tisto, kar potem ljudi lažje pripelje do tistega dne, ki je nekako osrednji del predstave. Namen tega dogodka ali pa te stvari, ki sem je naredil na mali sceni, je tudi poklon pomorstvu. In pomorce bom spoštoval do konca svojega življenja in vse, tako kot sem prej rekel, te norce, ki se odločijo, da bo to njihov način življenja in da bojo svoje življenje v bistvu preživeli na ladji. Govorim po ljubljanski, ne. Je pa res, da na ladji so vsi izrazi, se pravi deli ladje, orodja, manevri na ladji so povzeti po slovenska pomorska tradicija je vezana na italijansko pomorsko tradicijo in vse, imamo dve, imamo še angleško, seveda pa italijansko tukaj, pa verjetno špansko, in to so tri nekako, vemo, kolonialne sile in to, pomorstvo, zgodovina. In tukaj pri nas pač je vezano na italijansko in ja, izrazi na ladji, bomo rekli, strokovni so italijanski, ne, partigeta, kazamata, nostromo, čif, secondo, terco, gija, maniga, štiva, derič, ne, to vam zdaj nič ne pomeni, ampak pomorc pa vsak ve za vsako v teh stvari, kaj je. Ja, to je ta pomorski žargon, ne, to je tisto, kar recimo predstavite, da je potem mogoče gledalcem tudi lažje razumeti samo predstavo. Glavni del pa seveda pride potem, ko se nekako osredotočite na tisti 9. julij pred 29 leti, se pravi 30 let bo že prihodnje leto, spomin je še živ. Ja, v bistvu se pravim, jaz sem to zgodbo zakopal po tistem, kar se je zgodila, ker se mi je zdelo na nek način bogokletno o tem govoriti. In seveda vsakič, ko jo povem, se spomnim in iščem še zmeraj to, kakšen človek je padel v ocean in kakšen je ven prišel, kaj se je v bistvu tam noter zgodilo. In pol v bistvu s tem razčiščujem, v bistvu sam pri sebi, pa včasih se zalotim, da sem nedosleden v življenju, ampak v bistvu vsakič, ko to povem, razčiščujem s tem, kako bi pa lahko bilo prav, ne. Kaj je res važno? Važno je, se mi zdi, edini trenutek, na katerega lahko vplivamo, pa nad katerim imamo moč, je tukaj in zdaj. Mislim, jaz zdajle ta moment z vami, niti ni važno, kaj je bilo, niti kaj bo, vse ostalo so neka pričakovanja, no, in ena od stavkov, za katerimi zelo močno stojim in v katerih spet nisem dosleden v življenju, je, da je stanje miru, stanje brez pričakovanj in da
da edini mer, ki sem ga doživel, je, ko sem se od življenja v bistvu poslovil in da največja groza, ne, je največja prisotnost pričakovanj in največja sreča je največja odsotnost pričakovanj. Zdaj to v teoriji zelo dobro izgleda, ne, v bistvu nam pa žal so nas tako naštimali, da nam glih ta pričakovanja dajejo nek smisel, ne, kaj bom drug let naredil. Sam še tole stisnem, pa pol kredit vzamem, pa bo pol tam, pa pol tist vrnem, ampak skozi smo nekje, bomo rekli, naprej, ne, ali pa zamera na drugi strani za nazaj. Kaj je on meni takrat, ne, ki pa sploh v bistvu za situacijo tukaj in mislim, s čim se v bistvu ukvarja. Jaz mislim, da boste to najlažje recimo čisto konkretno razložili, ne, pri mogoče samem opisu tega dogodka, predvsem pa potem faz, ki so sledile temu padcu v morje. Tam je bilo najbrž, tam so se menjavala ta razpoloženja, te faze, dokler ni prišlo do teh odsotnosti pričakovanj, ne? Ja. Če mogoče potem kar začneva recimo 9. julija 1993, nekaj čez 10 je bila ura po malici. Ok, pa začniva, ne. Nisem pričakoval, ne, ampak v redu, pa začniva. Ja, res je. Res je, bil sem na ladji in res je, da sem bil v rutini, zdaj smo kratki s časom, tudi drugače 1 uro pa pol razlagam. Ne. In ne bi vam vsega uvoda. Dejstvo je, da sem se mogel pri 21 letih, pri zdravi pameti, na višku svojih fizičnih moči, v najboljši formi, bomo rekli telesni, posloviti od svojega življenja, zdrav v vodi. Vedel sem, ker če kdo bil kdaj na trajektu, pa to, ali pa na kakršnikoli ladji, da če padeš iz ladje in ladja gre naprej, da je to v bistvu samomor oziroma je to konec. Še nobenega niso našli, možnost, da te najdejo, sploh v tistem času je, ne vem, 1 proti ne vem koliko. Kapitan, ki smo ga intervjuvali, reče od 101 od 1000 nobeden. In v bistvu se pogovarjamo o čudežu, da so me najdeli in jaz sem se mogel, ko sem bil v vodi in ko je ladja šla in ko sem ostal sam v oceanu, sem se mogel s tem sprijazniti, da je to konec. In da dejansko, kakšna krivica, se pravim, pri zdravi pameti, brez bolezni, veš, da to in v enem momentu začneš čakati neko žival s čim večjim gobcem, da čim hitreje to naredi, pa da je čim hitreje konc, da zakaj mora to toliko časa trajati. Seveda si v teh vseh obupih, obup in jeza sta seveda na začetku in tukaj vidim usporednice mogoče z ljudmi, ki so tudi pri zdravi pameti, pa dobijo kakšno zahrbtno bolezen, vemo katero, in jim zdravnik reče, da ima še 3 mesece in je glava še komplet zdrava, prisebna in kaj boš s tem zdaj, kako se boš s tem spopadal. In res je to jeza, ne? Mislim, se imaš biti zakaj jezen, zakaj jaz, mislim, kaj sem komu naredil, da moram na tak način umreti. Potem si jezen nase, ker si tak avanturist v mojem primeru, zakaj sem šel to delo delati, ki se po nobenem pravilu in po nobenem zakonu ladijskem ne bi smel delati v navigaciji, zdaj pa imaš to, kar si iskal, ne? Pa živi hitro, umri mlad, ne? Pa to. Ampak pol, ko si tam ni čistko, ne? Si vsem človek s čustvi in z neko voljo do življenja. In kar pol pride, je to, da začneš iskati neki onkraj, kar bi ti pomagali, da bi šel čez to jezo in čez ta obup in samo pomilovanje in začneš iskati Boga.
jaz v cerkev ne hodim, čeprav sem imam za vernega človeka, niti ne molim, ampak takrat sem molil in to zelo. In sem iskal nekaj, kar bi mi pomagali. In pol sem se spomnil te rožne vence, ko sem rekel, da mogoče s ponavljanjem molitev bom prišel v neko stanje in da je stanje samo po sebi rešitev kot neka transcendenca. Na kar sem opazil, da še zmeri se ni nič spremenil, še zmeri sem tukaj sam v tem oceanu, še zmeri sem med temi valovi noter in še zmeri se moram odločiti, kaj je zdaj. In pol je bila neka trma in neko vitalizem, ki mi je rekel, da si moram olajšati in sem se začel slačati, se pravi si to plavanje nekako poskušal narediti čim bolj optimalno. In pol kar nekaj sem hotel plavati, sam itak v katero smer, nima smisla. In pol po vseh teh poskusih narediti, ko ti telo in glava govorita, da moraš nekaj narediti, tako kot mi, ko smo v škripcih, moram nekaj narediti. Ampak v trenutku, ko ti vse govori, ko je situacija kritična, da moraš nekaj narediti, da moraš reagirati, da moraš nekaj sproducirati, na koncu ne narediš nič. In je v bistvu to ta mer, ko ti vse govori in tudi mi se oklepamo tega, da imaš skozi občutek, da si poklican za nekaj, da moraš rešiti. Kako hočeš rešiti, če se ne da rešiti? Prepusti se točno temu in res sem pol, če govorimo o strahu, jezi, samopomilovanju, iskanju Boga. In kar je bilo zelo fascinantno, ko si najbolj patetičen in ko se znajdeš v tej patetiki, se znajdeš v bistvu v neki španski limonadi, no, bi lahko rekel, ker se v enem momentu, ampak to je tako grozno povedati, pa tako lepo slišati, ne? Če bi ti to en govoril, bi rekel, to je navaden kič. Ampak res se spomniš samo lepih stvari, čeprav je vsako življenje, ponavadi iščemo lepe stvari, takrat, ko ni pa nič, se pa spomniš samo lepo in koliko je v bistvu lepo živeti in spomniš se vseh prijateljev, sorodnikov, in samo lepih dogodkov, ki si jih imel v življenju. In pol res kakšna krivica, koliko je lepo, čeprav vemo, da v realnosti ni tako, trpimo, frustrirani, ne mara nas on, zaljubljen, ne morem biti s to žensko, recimo, ne vem, karkoli, ampak skozi je nek problem, ne? Ampak takrat so pa pridejo oziroma prihajajo iz tebe pa iz tvojih spominov same lepote. Koliko je lepo to živeti in koliko grozno, da ne bom mogel več, ne, živeti. In takrat se pol tudi, če zdaj potreba potem, zakaj to povedati, a mora res človek toliko nizko pa padeti, da te lepote pridejo ven, ne? Ker če smo zdravi pa približno funkcionalni, tega ne vidimo, ne? Mislim, raj jamramo, no. Mislim, vsaj jaz, ne? Ali pa večina, bom rekel, ne? In ja, in takrat vem, da se ti gre skozi glavo spet lasten pogreb, ne? In sem spomnil, jaz sem pomislil, jaz bom zdaj kle umrl, ne? Se pravi, oni bojo šli, bojo javili mojim staršem, in oni kaj, nek pogreb bojo mogli narediti, ali kaj, ne, čeprav bom jaz kle, in pol sem si že rolal, kako bo to izgledalo, pa koliko ljudi, ne, ker če človek mlad umre, je kar veliko pogrebcev, ne, in pol koliko jokajo to, ne, in pol zdaj sem to gledal tam v tej vodi, ki sem rekel, mami, jokale, prijatelji, koliko bojo jokali, koliko bojo žalostni. Pa sem pa še žalosten naredil, ker sem si predstavljal, koliko bojo oni žalostni, ne, ki bojo na tem mojem pogrebu. Ampak dejansko je vse statistično šlo v tej smeri, ne, da bo to res tako. A potem samo delno drži to, da se recimo človeku pred smrtjo ali pa v smrtni nevarnosti odvije vse življenje
pred očmi, vi ste rekli, Ja, samo zakaj te pa češ lepi delo? spomini, samo lepe stvari. Ja. Približno 4 ure ste bili v vodi po tej nesreči, ko ste z boka ladje čofnali v ocean, če rečem tako, to je bilo nekih 50 mil od obal Sierra Leone, nobene ladje blizu, tako da verjetno si lahko predstavljate, to je najhujše in najbrž tisto občutek nemoči. Brez upa, mogoče. Ja, sem malo zaplaval po svoje, ker sem se zgubil. Ja, dajte me še enkrat. Verjetno je najhujši ta občutek nemoči, brez upa. Upustili ste, da je tisto upanje, ker mogoče na začetku bilo, se bodo prišli nazaj, se ne bodo pogrešili na ladji. Ja, ure, koliko časa sem bil v vodi, tam smo ostali. Jaz sem padel iz barke, oziroma nisem padel, ampak se mi je vrv strgala od 10 do 11 so na ladji opazili so enih 20 do 11, ob 10 do 11 je bil na ladji sprožen alarm man overboard ali človek v morju. In takrat so začeli z manevri, oziroma Barba, tako se reče, poveljniku se je odločil, da se gre iskat me, kljub nični možnosti. In ob nekaj čez eno so me, tam je bil telegram, 10 do 1 so me opazili, naj sekundo opazil na obzorju in približno pol 2 sem bil nazaj na ladji. Hecna je zgodba, ker so se vsi poslovili za potrebe tega dogodka, ki se odvija na mali sceni mestnega gledališča, smo šli intervjujati kapitana Barbo, ki je še vedno živ, živi v Semedeli, Jadran Volk, izkušen, dober pomorc, poveljnik, in drugi častnik palube, Peter Ivaniš, ki še zmeraj dela na splošni plovbi. In smo jih, nisem jih jaz, dramaturginja jih je intervjujala, in ko sem jaz te intervjuje poslušal med pomorci, vi ste zdaj radovedni, pa recimo, da so tudi tisti, ki hodijo gledati ta dogodek, ampak ko so mene potegnili gor, mene so pustili primer in jaz sem 2 dni rabo, da sem vse prišel, ta 3 dan sem šel delat in jaz sem prišel 3 dan delat in mi se nismo o tem pogovarjali nič, ker to velja za nekaj onkraj, ker to pusti pej stat, o tem, kar se je zgodilo, mi vemo, pomorc ve, kaj se je zgodilo, in to, kar se je zgodilo, temu se reče čudež. In o čudežih čudeža se se ga zapomne, se ga pa ne eksploatira. Tako da tudi to, kar jaz počnem, ne jemljem kot eksploatacijo, ampak čutim potrebo, sploh v koronskih časih, ki so bili, ki sem okoli sebe toliko strahu, jamrarije, obupa, brez upa videl, da sem se sam res začel spraševati, a se mora to vsakmu zgoditi, da bo mogoče nekaj svetovega prodrl v to temo, ki sem jo takrat blazno se me je dotaknila. Ja, intervju z kapitanom in z drugim častnikom palube, ki me je rešil. Kapitan se je hotel obrniti. Kapitan je 1 uro so me iskali, dali so telegram, takrat še ni bilo GPS-a, telegram to all ships, se pravi tisti, ki so bili v dosegu, so to dobili. Please sharp look out and report us on frequency tej pa tej. In je on že obupal sekundo, drugi častnik palube je po intervjuju, ki je tudi v sklopu dogodka, rekel, jaz ga ne grem iskat, jaz ga grem najdet. Se pravi, kapitan me je šel iskat, on me je šel pa najdet. In on je rekel v tem intervjuju,
Ja, jaz sem vedel, jaz sem ga čutil, jaz sem vedel, da je tam nekje. In to mi je tako bilo, zdaj, ko sem to, meni to nikoli ni osebno povedal, ampak govorim o nekih sferah, ki so mogoče neizrekljive, pa ki mogoče niso, ki se jih ne da glih artikulirati, no, ampak iti nekoga iskati v nemogoče, ali pa iti nekoga najdati. In on se je odločil, da me gre najdati. Kapitan me je šel iskati, pa cela posadka, on me je šel pa najdati. In res me je on najdel. Kaj že to? In kapitan je pol rekel, da se mu moram seveda zahvaliti in to, da me je on najdel, da on me ne bi. In je rekel je tudi, ne, kot pravi pomorc, je rekel kapitan, če te ne bi najdel, za tabo. Ker jaz kot pomorc se ne bi, seveda je bila njegova kazenska odgovornost, da sem delal delo, ki se ne sme delati v navigaciji, izgubil je mornarja, in je rekel, jaz na sodišču kot pomorec ne. In je rekel, jaz bi šel za tabo. Ne vem, če bi šel res, ampak to je rekel. Ne. To je neke vrste tudi pomorsko vreževerje, da pravzaprav o tem niste govorili, ne? In tudi, ko ste prišli domov, recimo, po določenem času ste sami nehali govoriti o tem, ne? Čeprav na začetku ste bili neke vrste atrakcije. Ja, res je, kar dost, mogoče, prvič so me pomorci to na ladji sami naučili, da ne. Vsak pa seveda hlepi za pozornostjo in za vtisom, ne, in vsak rab svojo porcijo pozornosti, vsak dan, kaj šele na daljše obdobje. In jaz, ko sem se vrnil takrat iz ladje, so se kar razpisali o tem dogodku na Atlantiku, kot čudež. In na začetku mi je to dost godilo, ampak zahtevam, kolikor sem rekel, zdaj se te bojo celo življenje spominjali po nesreči, ne. Se pravim, to ni moj dosežek, jaz se nisem pripravljal za to, da bom preživel nesrečo, ali pa to ni bil načrt, to ni bil moj projekt, ne. To je bila pač nesreča, ne, in živeti ali pa na račun nesreče se mi je zdelo tako, ne, ni fair, ne, in zato so bili verjetno tudi pomorci tih. In res nisem govoril o tem dolga leta. Kakšen kolega je, in je pol tudi to, no, je ratalo pol v Ljubljani sploh, recimo, da so te ulice nekako ulice mojega življenja, otroštva, mladosti, vse, center. In je ta zgodba kar dobila ene take malo mitološke razsežnosti, tako kot če ste se šli kdaj tiste telefončke, kaj nekaj reče, pa kaj pol na koncu ven pride, no, in če dovolite, bi še tisto to povem tudi na konc, dogodek, predstave. Mene enkrat vprašal, če sem jaz tist, ki je v Atlantik padel, ne, pa sem rekel, ja, pa mi je rekel, a je bilo res tako? Da ste vi padli v Atlantik, ja? In pol so prišli morski psi, in pol so pa prišli delfini in so delfini krog naredili okrog mene in so me v bistvu delfini čuvali, ne, pred morskimi psi in to je šlo pol za tako zelo orang bitko, ne, med temi delfini pa morskimi psi in v tej bitki so zmagali delfini, ne. In pol je ta glaven delfin prišel do mene in jaz sem se ga prijel in me je pol delfin odvlekel do ladje, ne. In to sem slišal, no, da je bilo. To je bilo v tistih časih, ko smo še fliperja gledali. Ja, mogoče, ja. In hočem reči, kaj vse ima domišljija pa zgodba, kakšen potencial, no. Več od tega nobene živali nisem videl. Če lahko mogoče delno pač ugovarjam temu, ko ste rekli, da ni nek dosežek. Ja, sama nesreča, sam padec mogoče ne, ampak so vam pa recimo dali vedeti tudi sami pomorci, da je to pravzaprav čudež, da marsikdo ne bi, ki mogoče ne bi bil psihično, fizično tako močen, niti ne bi pač
preživel tega. Ja, to mi je tudi kapetan rekel, da v bistvu v takih situacijah človek umre od zadušitve, ne? Ampak v bistvu ne, da bi se zadušil z morjem, ampak v bistvu šok v telesu povzroči, da se ti dihalne poti zožajo in v bistvu šok povzroči zadušitev. Bilo je tudi en kup nekih še srečnih okoliščin, mi smo bili polni, ladja je bila polna, kar pomeni, da je bilo veliko pod vodo, no, se pravi, ko je polna, seveda se potopi in je bil propeler 10 metrov pod mano, no. Če bi bil, mislim, bi bilo že kle, bi takoj končali zgodbo, pol ni bilo, ja, ni bilo... Niste bili v severnih morjih, ne? Tudi nisem bil v severnih morjih, bili smo blizu ekvatorja, morje je bilo sorazmerno toplo, mislim, da 22 stopinj. Bilo je mrtvo morje, kar sicer pomeni dolgih ribin doline, valovi, ampak niso to tisti valovi, ki se lomijo, ki te poklopijo, ampak v bistvu te takole prestavljajo in dvigujejo gor in dol. In v bistvu je to bivanje v tem morju omogočalo, da bi lahko človek kar dolg časa v bistvu zdržal. Če ne bi bilo seveda kakšne nevihte ali pa kaj, pol pa pride do prša nad morjem, se pa vtizga se pa dejansko človek lahko zaduši. Zdaj za vse tiste, ki nimamo pojma o pomorstvu, nautiki in podobnem, večkrat ste rekli, da gre pravzaprav za čudež. Kaj pomeni recimo, da so vas slabo uro od vašega padca do tega, ko so oni obrnili in vas začeli iskati, koliko časa, recimo koliko mil ladja v tem času naredi? Ladja v eni uri naredi tam med 10 in 12 mil, recimo od Portoroža do Savudrije, mislim, da so 3 milje, ne? Zdaj pa si vi v Portorožu probajte eno bojo, pa če je ravno morje, ne da pol si pa še valove, pa da ni nobenega, se pravi, tam imaš kopno, gledam tle vmes, se pravi, tam imaš pa samo ravnino, puščavo, bomo rekli, živo puščavo, ki se ji reče ocean, in da se pravi, Portorož, Savudrija je 3 milje, se pravi, krat 4, ne, in pojdi iskat bojo, ne. In po istem kurzu nazaj? S tem, da ladja je bila dolga 150 metrov in zdaj že to ladjo, to ni cesta, da obrneš pa greš po isti poti nazaj, že ladjo samo spraviti na isti kurs je dosežek, pol so tukaj še zanosi, pol so tokovi. Mislim, to je, ne vem, no, dost... To verjetno res razloži, ne, zakaj pač so tako rekli, da je to čudež in je potem to tudi veljalo za en tak pomorski čudež, ne. Si mogoče ne pomorci niti ne predstavljamo. Mogoče, če je kdo kdaj bil že dost na kakšni jadrnici, no, pa da reč, pa ga vsi vidijo, pa je že lahko problem, pa trajekt, recimo pa da greš na Lastovo mogoče, pa da rečeš, kle vmes noter, če bi padel, kam bi pa plaval, ne. S tem, da tam pa ni, mislim, kle se mi pogovarjamo o 1-2 milje, ne, tam so pa, tam je pa neskončno, mislim, oziroma v plavanju nima smisla, no, ker... V sami predstavi veliko govorite o teh občutkih, recimo, ko ste se nekako od tiste jeze, strahu, pa potem neke vrste že sprijaznjenja, ne, občutka miru, teh mislih recimo o preteklem življenju, o smrti. Kakšni so bili pa potem občutki, recimo ob samem približevanju ladje, ko ste ugotovili, aha, so me našli, rešen bom? Točno to, mislim zdaj, seveda, po bitki je lahko biti general, je ena popevka, ne. Po bitki so generali vsi, je tako nekako. In če zdaj za nazaj gledam, je bilo ob 10 sem not padel in je bilo prvo zavedanje, ne zgubiš občutek seveda za čas, ker toliko čustva delajo in telo in res ne veš, koliko to gre hitro ali počas, ampak spomnim se siguren, da je bilo prvo zavedanje časa kot tazga, ko je bilo sonce v zenitu, se pravi, bil sem na ekvatorju, ura je bila 12 in naenkrat, ko v miru govorim, je po vseh bogovih, jezah, obupih, samo pa mi
je prišlo do tega mera, ko sem nehal pričakovati, da me bojo našli. In takrat sem tudi nehal trošiti energijo za kakršnokoli aktivnost. Nisem niti plaval več in sem počel točno tisto, kar v življenju do takrat nisem znal in še zdaj ne morem. Biti primer, pa biti tih, biti primer, nič ne nergej, pa sem botno. In vem, da sem se ulegel na vodo in samo bil in zajahal oziroma se postavil pri mrtvem morju, tako da vsak, jaz sem takrat rekel, maj 7 ali ne vem kaj, ampak vsak 6., 7. val je malo višji, ko je val 6., 7. pride s prejšnjim valom v interferenco, ker ni več sinhrono gibanje, ampak tako in pol prevzame moč od njega in pol dobiš na vsakih 6, 7 valov enega malo višjega, ki ti omogoča, da vidiš čez ostale valove. No in ko je prišel ta val, vsake toliko časa, ko je malo višji, sem se postavil po konc, pogledal okoli in se ulegel nazaj na morje. Kakorkoli, v tem meru pa odsotnost pričakovanj, ko nehaš pričakovati, da te bojo našli, se je seveda nabral toliko moči, ker jo nisem trošil, da takrat, ko sem zagledal 2 pike na obzorju, ki sta bila v bistvu jambora od moje matične ladje, začel orang plavati proti tem točkam, ki sta seveda postale večje, čeprav so pluli na začetku, sta bile narazen, so pluli mimo in v enem momentu na sebi sem imel eno rumeno majico, sem slekel to majico in se poganjal ven iz vode kot en vaterpolist in s to majico mahal nad glavo in tolkel po vodi. No in ko sem videl intervju z rešitelji mojimi, so videli pač to rumeno majico, s katero sem vrtel nad glavo. Kako vas je recimo ta izkušnja spremenila? Že sami ste prej omenili, da človek začne drugače gledati na svet, ne? Se mi zdi, to je podobno recimo kot nekomu, prej ste tudi omenili recimo neko diagnozo zdravstveno, ki velikokrat ljudem spremeni razmišljanje, postavi drugačne prioritete. Kako je bilo pri vas? To je tisto, kar sem mogoče začel, da mogoče bolj upam, da me je spremenila, kakor me je zares, ker nisem dosleden v nekaterih stvarih, za katere me je takrat ocean in ta padec naučil, da bi mogel biti mogoče bolj. Se pravi, ena od stvari je sigurno, da se stvarmi, na katere ne moreš vplivati, ne ukvarjaj preveč, ne? Ker ne moreš vplivati. Druga stvar je, da rešuj problem takrat, ko se pojavi, ne prej, ne? In tretja, ki je pa najbolj bistvena, no, je pa ta, človek je rojen z strahom pred smrtjo. In edino, kar si mogoče, to je pobožna želja, želim, ne, ali pa mislim, jaz sem takrat, enih parkrat sem kar diagnozo postavil, da sem jaz tam izgubil strah pred smrtjo, ne vem, če sem ga. Ampak kar si pa želim, glede na to, da sem enkrat šel že čez te prve, ne, faze, ko si enkrat soočen s tem, upam, da takrat, ko bo do tega res prišlo, ne, ko te ure, dnevi, meseci, upam, da bom te faze preskočil, no, da je bilo dosti enkrat. Mislim, da se bom držal, imel pogum se držati tistega miru, ki sem ga imel, preden sem me našel. Se pravi, zdaj na nek način gledate na smrt in na življenje drugače, ne? Vsaj skušate. Ne morem se izogniti temu, da rečem, da to je nek zelo praktični uvid bil, ne da bi si ga želel v to, kaj to približno ta zadnji tobogan, kako približen zgleda, ne. Ja, mislim, da mi je bil dan ta uvid, ampak
to sreča, glih, tako zelo. Kada si nekaj preskočil prezgodaj, ne? Kada je bil že pri 20-ih nekaj, kar ga čaka šele enkrat pol. Ja, to mogoče odpira na tako zanimivo razmišljanje tudi za vse nas prisotne. Zdaj, veliko o teh samih občutkih, o dogajanju, kako se je konkretno sama nesreča zgodila, kako so vas rešili. Veliko poveste seveda o sami predstavi Človek v morju. Tako kot sem rekla, tudi človek se marsikčesa nauči o pomorstvu, o delu na ladji. Rekli ste, da je pravzaprav predstava na nek način tudi poklon pomorstvu. Splošna plovba včasih je imela, sva se prej pogovarjala, čez 20 ladij, se verjetno vsi spomnite, ne? Pa so bile ladja Ljubljana, pa ladja Bohinj, Bled, Bovec, ne vem kaj vse. Tudi te oddaje, ne? Kje so naše ladje, ki je radio poročal o tem, kje se trenutno nahajajo. Zdaj pravzaprav, kakšno je zdaj vaše mnenje pa videnje recimo trenutnega stanja slovenskega pomorstva? Bi se sami recimo še odpravili z njimi na kakšno tako krožno potovanje? Ja, mene so to ob 70-letnici pomorstva, kamor sem bil vabljen, da kaj povem, vprašali isto vprašanje, pa sem rekel, da ja, da bi šel še, ampak s kamero ali pa z mikrofonom. Tako da ja, naredil bom izključno samo še poklone pomorstvu, ne bom pa več aktivno, ker tako ladja in v končni fazi tudi gledališče je odraz tistega, kar se dogaja na celini. In pomorstvo je tako kot življenje na celini postalo instant. Izvaja se po načelu, kaj se splača. Tovor je več vreden od ljudi. Danes se ne bi obrnili, se opravičujem. Mislim, da ne. In na ladji, ki je planirana za 35 do 40 članov posadke, jih je 18, vsi so maksimalno izkoriščeni, plače so iste, edini, ki še pod temi pogoji se ukrcavajo na ladje, so Filipinci, Kitajci, Indijci. In to je sužnje lastništvo, beli človek oziroma belci, zahodna civilizacija so večino samo še kapitani pa 2-3 oficirji. Ostalo je pa zapor na ladji. No. Ladjo se nakrca, mi smo krcali hlode po pristaniščih Gvinejskega zaliva, 5 pristanišč je bilo, vsakmu smo bili najmanj en teden. Pa je ladja krcala, ne vem, mogoče vam je to malo onkraj, 20,000 ton, kar je kar nekaj glede na to. Zdaj nazadnje, 2004, sem bil na ladji, ki je krcala 60,000 ton in nakrcani smo bili v 18 urah. Se pravi, ne bilo časa za raziskovanje afriških ritualov? Ne, nisem. Jaz pa na ladjo, če ne moram zraven še raziskovati afriških ritualov, pa res ne gre. Kaj, če bi vam sin recimo rekel, bi šel za čez poletje, za 3 mesece na ladjo? Ja, prej. Izkušnja je verjetno zanimiva, čeprav je pomorstvo drugačno, kot je bilo, ne? Ne, razčistimo nekaj. Slovenskega pomorstva več ni. Tako, imamo opravka z neokolonializmom in slovenska država je, Slovenci nismo več pomorski narod, ker nimamo svojega ladjarja. In slovenska država je svoj čas za bagatelo prodala svojega ladjarja, splošno plovbo, gospodu Döhleju. In gospod Dehle je lastnik splošne plovbe, država je obdržala 25% nujni kontrolni delež, splošna plovba sicer še obstaja, odgovorni so za kadrovanje oziroma za kadrovsko popolnitev teh, mislim, da 6 ladij, ampak vse ostalo je pa to. Mislim, da bi bilo najbolj zanimivo, pa nisem šel še iti. Slovenija, mi imamo pomorsko šolo in imamo višjo pomorsko šolo.
Zanimivo bi bilo vprašati, koliko imajo slušateljev na višji pomorski šoli, kjer se izobražuje za bodoče kapitane, za bodoče kapodimakine, upravitelje strojev. Koliko je teh ljudi tam, a pa so te ljudje res tam zato na šolanju, da se bojo res ukrcali na ladjo, ali zato, da tam rečejo, da imajo 7. stopnjo. To so neke mogoče relevantne stvari oziroma odgovori na to, ali smo Slovenci pomorski narod oziroma ali imamo še pomorščake. No, je pa splošna plovba posodila tudi nekaj predmetov, ki jih uporabljate v predstavi, tako kot ste omenili že tudi recimo ta video intervju s takratnim poveljnikom, Barbo in pa Sekondom, spravi drugi častnikom, so v sami predstavi, tako da tudi če ste mogoče zdaj že en delček slišali, vseeno je še precej česar nismo povedali in se splača pogledati. Zdaj naslednja predstava je že v petek, se mi zdi. So pa, kot sem prej slišala na spletu, tudi že novembrski datumi, ki se pa hitro polnijo. Mislim, da sta tam dve gospe, ki bi to znala boljše odgovoriti, kaj jaz. Zdaj, za tiste, ki ste pa mogoče predstavo že videli, pa Lotos igra še v 4 drugih predstavah trenutno. A je to tako kaj schizofreno, recimo, ko se vsak večer prelevite v nekoga drugega? Pa jih nosite doma v sabo, recimo, te osebe? Moj pokojni prijatelj, kolega, igralec, ob katerim sem nazadnje šel skupaj z njim odhajanje skozi. Zgodilo se mu je namreč točno to, kar sem vam rekel. Bolel ga je hrbet, človek k zdravniku in so mu rekli, da ima še 3 mesece. In čez 3 mesece je res umrl. In ta zadnji, ki je bil z njim, ateistom, je bil frančiškan. Se pravi, vemo, Milan Štefe je na to isto vprašanje odgovoril. Vse učence, mi imamo tudi otroke, pa imajo prvo uro imajo matematiko, drugo uro imajo biologijo, tretjo uro imajo telovadbo, Pač zamenjaš zvezek in je neka druga stvar, Mislim, to so predalčki, ki se odpirajo, ko daš gor kostum in stopiš na oder. Igrali ste tudi recimo v filmih, trenutno lahko gledamo Gajin svet 2, potem recimo na televiziji, zadnji so bili, mislim, da primeri Inšpektorja Vrenka. Ja, to bo zdaj spet vam prišlo, se mi zdi. Kje se recimo najboljše znajdete? Verjetno je gledališče še vedno tista prva ljubezen. Najbolj se znajdem tam, kjer ni banalnosti, plehkosti in kjer je mogoče to, kar sem rekel, kanček skrivnosti, pa mogoče da je kaj uvida v kaj, česar je mogoče v življenju nedostopno. Mogoče, kjer se kaj v podzavesti zbudijo kakšne slike, ki so veliko lepše, kakor v glavnem izogibam se hitrim snemanjem, cenenim scenarijem, gledališče je pa zaenkrat še oaza, kjer si lahko privoščimo študije in se povprečno 2 meseca ukvarjamo z neko temo, razmišljamo o njej in se izkušamo čim bolj približati. V drugih produkcijah je vse, tako kot sem prej za ladjo rekel, postalo instant, se pravi v čim krajšem času, čim več sproducirati. Sam umetnosti se ne da producirati, vse vemo, kam približimo. Mogoče zdaj, če smo že pri takem splošnem pogovoru, še ena taka zanimivost iz vašega življenjepisa, mislim, da leta 2004 ste pustili gledališče, ste se izšolali za vojaškega častnika, kaj je bila ta... Rezervist ste še zdaj, če se ne motim, rezervni vojaški častnik ali kako, kaj imate, kakšna je bila ta vaša vloga? Niste dobro prebrali. No, povejte. 2004 je res, da sem dal odpoved v gledališču, ampak takrat nisem šel za častnika, ampak takrat sem se tretjič in zadnjič vkrcal na ladjo. To je bilo 10 let po tistem dogodku.
ampak tokrat sem se mislil ukrcati za res. Se pravi, sem naredil 1 let prej ob pomorsko šolo ob delu, maturiral in sem se ukrcal kot kadet, se pravi pripravnik za oficirja. In 2004 je bil spet uvid, da pomorstvo je daleč od tega, kar je bilo tako, ne vem, je to, ko se človek stara, pa zmer pravi za nazaj, koliko je bilo lepo, ampak mislim, da ni bilo več te romantike. Ukrcal sem se na to 60.000 tonsko ladjo, kjer sem nas nakrcal in ni bilo, da šifra, ni bilo afriških plesov in ritualov. In ni pomorstvo je šlo tja, kamar je šlo tudi to, šlo je pač v to, da ko sem jaz videl pomorce, ko so v uro, ko so imeli Freizeit šli v shopping center, sem rekel, to je šlo v tri krasne. In da pomorc hodi v shopping, da pride nazaj na barko z vrečkami. Meni je bilo to, jaz tukaj nimam več kaj, to ni več, to ni to. Se pravi, to je bil ta premor med gledališčem, kjer ste se vrnili nazaj? To je bila ta globalizacija vmes, ki se je zgodila. Kaj pa s tem vojaškim činom? No in potem sem se vrnil v gledališče prvič in potem je bilo spet, kot da bi rabil neko prizemljitev, oziroma kot da me je strah, da bi se, če bi se ukvarjal izključno z gledališčem, prvič se počutil frustriranega, ki bi rekel, a to je vse, se pravi, jaz, če se hočem izraziti, kaj ti znaš, se pravi, rabiš režiserja, tekst, kamero, lučke in pol ti lahko funkcioniraš, brez tega pa ne, ali kaj. In pol sem se hotel še kaj izučiti, da bi imel občutek, da se znam jaz še kakšno drugo stvar v življenju. In res je bil en razpis in sem se 2006 še vpisal na šolo za častnike, se pravi, vojnih enot, ker se mi je zdelo, da tam pa res je nek kolektiv, pa zaupanje in moč in predvsem pa ni podteksta. Se pravi, ko poveljnik izda ukaz, mora biti jasno, kaj hoče. Ne, jaz sem pa mislil tako, ali pa kaj nekaj rečemo, ni dvoumnosti. V umetnosti pa v izrečeni repliki na odru je v bistvu to, da je dvoumno kvaliteta. Tukaj sem pa hotel neke stvarne stavke, ki dajo stvarne rezultate in stvarno se pretvarjajo v neko akcijo v resničnem življenju. No in to sem doživel pol. Ja, postal sem častnik in prekinil sem pogodbo 2. septembra, oziroma nisem jo podaljšal, bil sem poveljnik čete v Bohinjski Beli v 132. gorskem bataljonu v rodni vasici od Milene Zupančič. In vsakič, ko sem četo pel mimo, smo pozdravili. A ste tam tudi mogoče kakšno misijo, kakšen beg spet pričakovali? Ne. Moje stališče, kar se tega tiče, je bilo, da jaz in to, kar sem se že in zatem še zmeri stojim, ko sem šel v šolo za častnike, jaz z uniformo, kaj šele z orožjem, ne prestopam karavanke in kolpe. Na ladji so vas med drugim fascinirale zvezde, ne? Ja. Odkot jih recimo zdaj najrajši opazujete? Zdaj, ko sem delal to, predstavljam, ja, pa se, če pride v gledališče, malo predstav. Ja, na zdravje, Katrina. In sem bil kar frustriran, res sem takrat znal, oziroma me je zanimal, sem sem se zataknil v analogni dobi, sem tujec še zmeri v tem digitalnem svetu. In tudi na ladji me je zanimalo, kako, če ti vse odpove, ali pa zmanjka baterije, je kar težko se mi zdi življenje, sploh če pogledam, koliko ljudje povprečno preživijo časa s temi igračami v rokah, bom rekel. In me je zanimalo, kaj če vse odpove, recimo to. In me je takrat še kot mornarja, se pol na šoli sem se mogel tudi za maturo to naučiti in sem bil odličen na maturi, by the way. In me je naučil za sekstant, se imenuje priprava, s katerim
meriš višino nebesnih teles, se pravi planetov, zvezd, Sonca, Luna. Ne? In ena od teh zvezd, sploh te, ki so na ekliptiki, se pravi zodiak, so navtične zvezde, ki svetijo malo močneje kot ostale. In prek teh zvezd ti lahko s temi, se pravi, ko postaviš azimut, pod katerim kotom gledaš zvezdo in ko imaš višino zvezde, lahko po tem, kot 3 zvezdam oziroma nebesnim telesom to določiš preko efemeridov, to so neke tablice, lahko določiš pozicijo. Ja, in to je bilo kar kratko, s tem sem se zelo rad kratkočasil. Še kaj opazujete zvezde? Premalo. Ja. Jaz mislim, da smo dobili en tako pogled v samo predstavo. Mehen delček tudi samega Lotosa, se mi zdi. Več pa, kot rečeno, v predstavi Človek v morju, v MGL-ju. Je pa seveda zdaj čas še mogoče, če ima kdo od vas, spoštovani poslušalci, gledalci, kakšno vprašanje za Lotosa? Pa ne vsi naenkrat. Ja. Jaz bi imela. Ja. Večkrat ste omenili, da se je pomorstvo precej spremenilo, tako konkretno. A se je teater spremenil? Ja. V kakšnem smislu? Isto kot pomorstvo. Hiter pa velik je treba. Potrošništvo? Ne, številke. Ampak važni so rezultati, naredljive stvari. Bolj instant. To ste vi rekli. Še kakšno vprašanje mogoče? Izvolite. Glede na to, da ste potem tudi naredili maturo na pomorski šoli, a vam je mogoče to pomagalo vašo izkušnjo bolj uokviriti, da ste jo sploh lahko nam predstavili, recimo, ker imate zdaj zaradi narejene šole, več znanja o pomorstvu, ne vem, mogoče v lepši celofan zaviti vašo predstavo, vam je to kaj pomagali? Mislim, s čim človek imate prav celofan, čeprav imam ta beseda, ne naredili nekega uvodja, ampak ja, čim pride človek v gledališče, je stvar gledališča in smo v dogodku, kjer so gledališke luči in kjer pač res lahko ta celofan naredimo in recimo, da damo resnično zgodbo v tovarno vizij, ne? In imate prav, se strinjam, mislim pa, da ne. Mislim, da je bila takrat iskrena želja, da ne mislim, ampak siguren sem, jaz sem takrat dal odpoved in jaz sem sebe 2003, 2004, jaz sem bil takrat, ko sem dal odpoved, sem bil prepričan, da bom pomorc in da sem naredil šolo za to, da se zdaj ukrcam kot kadet, da bom naslednico ukrcam kot terco, da bom pol ukrcam kot sekondo, da bom pol ukrcam kot čif in da bom čez 5 let barba. Poveljnik dolge plovbe. A pa vas je pa razmerja v pomorstvu prepričala, da ste se vrnili v gledališče? Grozno sem trpel, pa res sem pogrešal ljubo žensko. Pristaniških teh nisem, ne, niti vrečkic, niti kakšnih drugih potrošnih, ali pa, kako se temu reče, instant variant nikoli prakticiral. In ja, zgubil sem vso idejo in vso željo, ko sem prišel po 11 letih. In Tome Sekondo je bil takrat že kadrovski direktor na splošni plovbi, taka me je najdel, pa mi je govoril, pomorstvo je šlo, to ni več to, če ti greš iskat tis, ne boš najdel. Ampak problem pri meni je, da jaz dokler ne stopam v drek, ne verjamem, da smrdi. Ampak še zmeri ne odstopam, da bom pa vsazga, ki se odloči, da bo tako živel, samo priklonil in ga spoštoval. A pa se tudi te razmere, vi v predstavi razlagate, kakšni so ti odnosi na ladji med temi, tudi to se je spremenilo pa porušalo, ti medčloveški odnosi? Ni več, salon je prazen,
Glede na to, da je toliko malo ljudi na ladji, ima vsak član posadke 2 kabine. Ne, se lahko ima prostora, kakor češ, pol seveda ti laptopi, vse neki, vsak ima že svoje, ampak vse ima, ampak nič nima. Takrat nas je bilo pa 35, pa smo skupaj tam v onem salonu štrleli ali pa karkoli. Bolj je bilo drug čas, jaz ne vem, individualizem, absolutno. Vsak kre, pol na zadnje 2-4 sem enega vprašal, zakaj, pa je rekel, da če ne vzame kredita, preden se vkrca, da ne ve, zakaj je gor. No, in pol je res, vzame kredit, da gre gor, aha, zakaj sem že kle, a ja, kredit imam, ja. Izvolite. Ste kaj raziskovali oziroma se ve za kak podoben čudež reševanja? Kapetan, ta, ki je mene najdu, je imel v karieri samo 2 človeka, padla z ladje, preživel je on, tako da pri njemu je verjetnost 50%. Drugač pa ne upam, mislim, ne vem. A niso enih par mesecev nazaj enega Hrvata tam nekje iskali, tudi v Atlantiku, pa so ga bili s helikopterji, pa vse, pa ni bilo rezultata. Pa z vsemi temi GPS-i, kar je danes, pa ni bilo. To se pravi, s posadko nikoli niste govorili o tem dogodku? Na ladji ne. Kako je bilo pa pol te posnetke pogledati? Videti prvič neke izjave, kako si predstavljam, da je en kup enih emocij šlo nekaj čist in noben od vaju ni bilo zraven. Mi smo šli dol k kapitanu in jaz sem ga videl prvič po letih in ko me je zagledal na vratih Barba, ni rekel, Lotos, kje si, ampak jaz nisem bil kriv. Prva stvar, ne, še zmeraj nosi, ne, in je rekel, jaz nisem vedel, da oni štriki oziroma ta trapez, da so bili prepereli, ne, se pravi, ta varoval, da bi me mogla držati. In je skozi, da je firma mu ni dala novih teh, bomo rekli, delovne opreme in še zmeraj, ja, kakor da bi se mi hotel upravičiti še zmeraj. A pa ste čutil, da je to zamero? Da je on imel ta občutek, je čist njegov, ne? Ne, ta občutek krivde. Meni je bilo najbolj grozen v tem času, ko živimo, ko se nesreče dogajajo, pa ljudje tožijo, ne, če se jim kaj zgodi. In meni so takrat že pomorci rekli, daj, kaj te briga, toži jih, ne. Pa sem rekel, pa kako naj tožim ljudi, ki so me rešili, ne. Mislim, kako naj rešitelja, mislim, odkje mi ta mandat sploh, ne. Pa boš dobil, ne, veš, kaj je to. In ne, nisem niti slučajno na to pomislil, ampak verjetno je kar dober procent ljudi, ki pa bi, ne. In je pa res, da zato pa, ko sem prišel na splošno plovbo, zdaj po tolikem času, so bila pa res vrata odprta in vse, kar sem si zaželel, so mi dali. In res v bistvu imamo scenografijo od splošne plovbe. Še tam ne zadaj. Ja, izvolite. Mene zanima v bistvu, glede na vse našteto, kar vas je držalo na gladini, ne, pokon, vera, vse te faze, ki ste jih preživeli. Kaj je bilo res tisto, če se sploh zavedate, da vas je nad gladino držali, da vas ni panika zagrabila, ker mislim, jaz si predstavljam, da se to pač predaš, vi ste se predali, pa ste se ulegali na morje, ampak tudi ta predaja, da bi zgubljil in da pač ni več. Kaj je bilo zdaj res tisto, ali je bilo psihološko ali karkoli? Mislim, ker recimo, če zveš za neko hudo bolezen, pa veš, da imaš 3 mesece. Jaz tudi ne, če bi bilo zdaj, jaz mislim, da zdaj ne bi bilo isto, skoraj prepričan sem, ampak kar pa je res, je pa to, da sem bil zelo močen.
Pa v končni fazi sem 9 let plavanja treniral, bil sem 3. na jugoslovanskem prvenstvu, tako da v vodi, voda je kar tako, no, sem kar doma, noter mogoče ta moment, pa res sem bil močen, se mi zdi, in fizično. Jaz sem pri 21 letih poštimal celo, jaz se nisem nobenega bal tam. Mislim, kaj na ladji, če si vi predstavljate 35 moških na 100-metrskem železu, 150 metrov dolgem, pa 22 metrov širokem, je tako, to se zelo hitro vzpostavil. Pa to nima veze, je to kapetan ali je to, lahko je mornar ta glaven. Mislim, kapetan bo že podpisal, pa bo odgovarjal. Sam med samci se pa vzpostavil neka druga hierarhija. Pomoči, ne? Ne, jaz sem ponavadi rekel, niste slišali, jaz se slažem, da se jebemo, ali ne mene. Okay. Psihološko pa tudi v bistvu, ne? Se ne gre za fizično moč, se gre za miselnost, psihološko. Ja, se pravim, imel sem moč, pa res se nisem, če zdaj za nazaj pomislim, pa kam vse sem seba ta vlačil, pa Jureta pol en let kasneje, res se nisem nič bal. Oziroma bolj, kaj je bilo, da bi se lahko še bolj tako pogumen sem bil. No, pa vesolje vas še ni želelo, zato vas je pustilo tam, kot je. Strah najbolj ubija v bistvu, no, ne vem. Tu nekje, ne. Sam je bilo kar veliko, tisto usmiljenje, pa ta jok. Jaz ne jokam veliko, v bistvu sem jokal parkrat v življenju, ampak tam sem pa jokal kar malo dete, no, noter. In se pravim, da bi me vsi te mornari, ne, na kjer sem delal vtis, ali pa prijatelji iz Prul, kjer sem bil zmeri tako videl molt pa jokat. Kaj pa, ko ste se vrnili gor? Ko so vas potegnili, ko ste se vrnili na... Ura je bila 1:30, pustili so me v kabini, prišel je kapitan z viskijem, mi je povedal vse to. Capo di Machina je bil Valerij Umek iz Krasa, ampak je bil zelo veren človek, pa živel je v Šibeniku, tako da in je isti večer naročil v Šibeniku zvonove in so tisti večer 9. julija 1993 v Šibeniku zvonili v čast ladji in to, da so rešili mornarja iz morja. Pa sva pila in nič in pol sem šel k njemu v kabino, jaz drugače ne pijem žganja, ampak sva spila še nič kaj pijen ali pa kaj. In je bil se prav cel dan, cela noč in naslednji dan tam blizu kosila, sva bila še zmeri z Barbo takole. Sem pa rekel, da zdaj sem pa zaspan in sem šel spat ob 9:30 in sem spal cel dan in celo noč in naslednji dan je tisto, kar sem prej rekel, sem prišel na palubo in delal kot mornar naprej, kot da se nič ni zgodilo. V bistvu tisti dan ni bilo nobenih občutkov ali... Nič. Praznina, ja. Tako, nekaj podobnega sem doživel, ko sem imel leta kasneje operacijo ortopedsko, ampak dejstvo je, da si na tistih medrolih, kaj tiskaj ti dajo, da te ne boli, ne. Ampak v tej šok sobi, ko ti nekam bulaš, v bistvu ali si zadet, ali jaz ne vem kaj, ampak v ničemer ne razmišljaš, gledaš nekam, čas pa teče. Ampak nič ni nekih procesov, pa nekih, da bi se dogajali. Sam si, no. Pa niti ne spiš, niti ni zbuden, ne vem, kaj je to. Jaz se to vprašala, kaj pa stran do morja potem, recimo, ni ga? Ne. Če je šel čez 10 let spet na ladjo, da bo pomorec. Pa jadramo. Že je pa vse, ja, to je. Dobro, bolj podrobno pa o predstavi v MBL-ju Človek v morju. Loto Svincec Žbarovec, hvala lepa. Hvala tudi vam vsem, ki ste si vzeli čas.
To pa imamo vprašanje. Letnik 71, če se predstavite tja, pa mogoče študentsko naselje. Zelo mlada me imela.